Dobrodošli tukaj med zlatimi vinorodnimi griči v naših Škavcah, v Slovenskih Konjicah, v objemu žlahtnih zgodb. Dobrodošli na našem tradicionalnem konjiškem martinovanju. Tukaj pred vstopom v naš prireditveni šotor so vas že pričakali del ansambla Banošek, ki vas bodo danes spremljali vse tja do pozne noči. Moram povedati, da so prijazno prevzeli žezlo tamle pred šotorom, namreč danes bi morali biti z nami tudi člani konjiške godbe Napihala Slovenske Konjice in tudi bodo, ampak pridružili se nam bodo bolj proti koncu te naše prireditve, tega uradnega dela, okoli 16. ure, kajti danes so na tekmovanju v Ormožu, kjer tekmujejo za pokal Vinka Štrucla v zabavnem programu in upamo, da se bodo vrnili tudi s kakšno žlahtno medaljo. Tako da pričakujemo danes tudi konjiške godbenike. Skratka, dobrodošli vsi na martinovanju, ki je, kot veste, eden najbolj priljubljenih slovenskih praznikov, ki tudi nas, konjičane, vsako leto znova navdaja z veseljem, s hvaležnostjo ob zaključku letine in zato se vsako leto tako radi dobimo skupaj in potegnemo črto pod tem, kaj smo v preteklem letu dobrega postorili in dobrega pridelali. Ker pa martinovanje že v svoji osnovi pomeni tudi druženje s prijatelji, vas vse, ki ste se danes tukaj zbrali, prav toplo pozdravljam in še posebej topel pozdrav med nami namenjam tudi županu občine Slovenske Konjice, gospodu Darku Ratajcu. Pozdravljamo tudi predsednico Vinogradniško-vinarskega društva Slovenske Konjice, obenem predstavnico Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje izpostave Slovenske Konjice, gospo Ivano Podkrajšek, ki je tukaj v družbi svojih vinogradnic in vinogradnikov. Dobrodošli. No in seveda pozdrav velja tudi vsem ponudnikom na stojnicah, vsem nastopajočim izletnikom. Naj povem, da so danes na izletu v Slovenskih Konjicah tudi najštevilčnejša ekipa tekačev iz 7. konjiškega maratona, ki se nam bodo tekom prireditve pridružili. Zdaj še obiskujejo Žičko Kartuzijo pa Staro mestno jedro, kosilo bodo imeli, tako da pridejo tudi oni. In nekoliko kasneje se nam bo pridružil seveda tudi gospod arhidiakon, zato da opravi tradicionalen blagoslov. Predlagam pa, da si najprej vsi skupaj zaploskate, da ste danes na konjiškem martinovanju. Običajno je tako, da nas na martinovanje vežejo sami lepi spomini. Zgodbe, ki jih povezujejo druženje, zabava, smeh, dobri prijatelji, v zrak dvignjene kupice in pa nasmehi ljudi. Tudi pravzaprav neznancev, s katerimi nas je na Martinovo povezal morda prvi kozarec mladega vina in s katerimi smo še potem do danes ostali dobri prijatelji. Martinovo je praznik vseh ljubiteljev vin. Je čas raziskovanja, čas
spoštovanja, čas cenjenja tistega bogatega in dobrega. In vsak letnik seveda prinaša tudi nekaj starega, tistega dobro poznanega in komaj pričakovanega, ter seveda kanček novosti, kreativnosti in tistih žlahtnih poudarkov, ki vas prepričajo, da je morda vaš najljubši doslej. In tako bomo novemu letniku najprej nekaj zapeli, tudi mi, in zato so danes z nami posebej ob tej priložnosti člani vokalne skupine Zven, da nas dobro oglasijo za martinovanje z letnico 2019. Uživajte! Sladko zlato vince je spralo bratce nas, veselo si zapojmo zdravice zdaj na glas. Kozarce se nalimo do vrha, do dna ga si popimo, do dna, do dna, do dna. Slovenski zemlji prvi kozarec ta veljaj in zvesto ji služiti prisizimo sedaj. Kozarce se nalimo do vrha, do dna ga si popimo, do dna, do dna, do dna. Zdaj krčimo še sebi, živi naj vse nas so. Kot sonce žarno vince, glej, prijateljski rok. Kozarce se nalimo do vrha, do dna ga si popimo, do dna, do dna, do dna. Ja, tole so bili naši zvenovci, ki se bodo tekom današnje prireditve še družili z nami. Sicer pa včasih je veljalo, da je martinovo v prvi vrsti poklon letniku in vsem dobrotam narave. Danes na martinovo največ pozornosti namenjamo vinu, njegovi kakovosti, posebnostim, ki jih ta letnik nosi. Vendar pa ne pozabimo, da sta tako martinovo kot tudi prvi požirek odobravanja ob okušanju mladega vina predvsem poklon trudu, delu, garanju vinogradnika skozi celo leto. Zato si vse vinogradnice in vinogradniki zaslužijo naš poklon in iskreno zdravico. In v naši občini Slovenske Konjice cenimo delo pridnih rok, pridnih vinogradniških rok in zato že vrsto let pripravljamo to lepo tradicionalno prireditev, ki je na nek način pohvala in zahvala našim vinogradnicam in vinogradnikom. Zato mi dovolite, da na tem mestu k besedi povabim župana naše občine Slovenske Konjice, gospoda Darka Ratajca. Lep dober dan, spoštovane, spoštovani, vinogradniki in vsi ostali. Torej, Konjice smo mesto vina. Tudi ta današnja prireditev je temu dokaz. In tudi te stojnice, ki jih vidimo, kažejo na to, da imamo v Konjicah odlične vinogradnike. To tradicijo seveda moramo nadaljevati in skrbeti za to, da bodo konjiška vina postala še prepoznavna bolj kot so do sedaj. Danes je praznik. Za praznik smo ponavadi dobre volje, veseli nasmejani. Vidim veliko nasmejanih obrazov in pravi tako. Ne pozabimo tudi, zakaj je danes praznik. Sveti Martin. Pomnimo ga potem, da je delal dobra dela, da je dal polovico svojega plašča siromahu takrat, ko ga je zeblo. In ko nazdravljamo danes in tudi drugod, ko bomo, pomislimo na to, da ob tem obilju ne pozabiti tudi na tiste, ki tega nimajo. Hvala lepa in za zdravje. Sicer pa naj vam povem, da že 5. leto zapored naše konjiško martinovanje poteka tukaj pri vinski kleti Zlatih Grič med Škavskimi trtami. Torej, to je edinstvena vinska klet, ne samo v Sloveniji, ampak praktično v Evropi.
slikovitim apartmajskim dvorcem, golf igriščem in tudi pravo galerijo vinogradov, ki jih Konjičani tako radi obiskujemo. Zato bom na tem mestu k besedi povabila še direktorja podjetja Zlati grič, gospoda Silva Žižka. Vas pa že sedaj vabim, da se tudi pridružite, torej tekem prireditve, enemu izmed brezplačnih vodenih ogledov kleti, ki bodo na sporedu nekje ob 16., 17. in ob 18. uri. Sedaj pa beseda gospodu Silvu Žižku. Dobar dan, pozdravljeni tudi v imenu Zlatega griča. Jaz imam to nesrečo, da vedno prijem na vrsto za županom in on pove tisto, vse pravzaprav jaz skoraj nimam več kaj povedati. Danes se počutim kot babica, namreč pri porodu tega martinovanja sem bil zraven. Kakšna je točno bila moja funkcija, ne vem, bo Tjaša mogoče kasneje povedala, ampak res izjemno sem vesel in zadovoljen, da danes pod eno streho vidimo vse konjiške vinogradnike, se pravi, da dokazujemo, da nismo konkurenca, da znamo sodelovati in da v tem smislu ste lahko vsi, ki ste danes tu, zelo zadovoljni, da na Konjiškem lahko pijete odlična vina. Kar se griča tiče, moram povedati, da v tem tednu prodajamo zadnje litre prejšnjega letnika. Tako da moram reči tudi, če bomo vsako martinovanje na ta način praznovali, bo to zelo v redu. Čakajo pa nas izzivi seveda tudi prihodnje od letnika 2019, pričakujem dosti, predvsem pa nas čakajo izzivi na tujih trgih, tako da, kdo ve, mogoče za 10 let pride kakšna skupina tujih državljanov sem na naše martinovanje v Slovenske Konjice. Z moje strani je to vse, želim vam lep dan, lep večer in na zdravje. Hvala lepa, na zdravje tudi vam. Ja, seveda je imela vinska klet Zlati grič in seveda gospod Silvo Žižek pri tem, da se danes v takem številu družimo pod isto streho, toliko vinogradnic in vinogradnikov, napraviti zelo veliko in na tem gre seveda velika zahvala, da imajo za to vrstno sodelovanje, posluh in razumevanje. Sedaj pa, spoštovane in spoštovani, tisti, ki še nimate okoli vratu tele obvezne opreme, naj vam povem, torej vaša današnja obvezna oprema je tale degustacijski kozarec, ki si ga tako udobno obesite lepo okoli vratu, greste na sprehod od stojnice do stojnice, tako tiste vinske kot tiste, ki ponujajo jesenske prigrizke in za posamezen kuponček seveda dobite bodisi deci vina, bodisi nekaj za pojesti in prigrizniti. Naj vam pa povem, da so danes z nami na 10 stojnicah Društvo kmetic Zarja, domačija Kalšek Podkrajšek, Klet Jelenko, vinogradništvo Celcer, vinogradništvo Jože in Darinka Tominšek, pa vinogradništvo Založnik, gostilna pri Inotu Draža vas, Zlati grič, gostilna grič in tudi Meum Winery. Dajmo en velik aplavz za naše ponudnike na stojnicah. Tako mi pa sedaj nadaljujemo s tradicijo, kajti z željo, da se kar se da avtentično prikažemo tradicijo praznovanja v čast martinovanja, smo danes v goste povabili tudi plesalce folklore iz sosednje Oplotnice, iz zakladnice edinstvenih naravnih in kulturnih doživetij, kakor si tam rečejo, kjer na Keblju že vrsto let gojijo tradicijo folklore. Če vam zaupam nekaj podrobnosti, folklorna skupina Kud Kebelj je bila ustanovljena leta 1997 pod mentorstvom Milene Pegan. Skupina je v začetku štela 8 parov in harmonikarja, takrat še osnovnošolca Tonija Klančnika. Skupina mladih plesalcev je bila zelo uspešna in hitro dosegla regijsko raven. Leta 2003 so se recimo uvrstili na 33. državno srečanje folklornih skupin. Plešejo pa plese značilne za vzhodno Pohorje ter vzhodno in zahodno Štajersko. Poleg plesov in petja pa obujajo in ohranjajo ljudske šege in običaje, kot so poroke, koledovanje, žegnanje in tako dalje.
Ob 10. obletnici KUD-a so predstavili kostume domačega kraja, ki so bili izdelani po raziskavi etnologinje doktorice Marije Makarovič o pomoči takratne predsednice KUD-a Andreje Senič. Skupina se je na povabilo večkrat udeležila televizijskega snemanja, večkrat so bili povabljeni v dežele zunaj naših meja, v Nemčijo, Madžarsko in na Hrvaško. In čeprav se število aktivnih plesalcev iz leta v leto spreminja, se redno udeležujejo območnih folklornih srečanj, kjer v zadnjih letih ponovno dosegajo regijsko raven. Skratka, uživajte v nastopu folklorne skupine Kebel, potem pa moj mikrofon za nekaj minut prevzema zabaven, eden in edini Gašper Bergant. Uživajte. Čau, zdravo, dajte se en aplavz, da ste prišli pa za vinogradnika, ki so vino za vas letos naredili. Aplavz. Evo to, da bo letina dobro, da je moč se, da se ni preveč skiso, da je lih prav. Jaz imam letos malo več spoštovanja do vinogradnika, ki sem sam trgal grozdje in če še kdo rab kaj modre frankine, imam še 3 tone, tako da ne vem, če komu ni ostala, let se ogromno, kar je lepo. Ampak, mene najboljške nike, jaz sem star 30 let in ki se pogovarjaš, da ne vidim, brki neste starejši, vsi pravite, da preveč jamramo, a je tako? Malo smo razvajali, to je manj nike. Jaz sem se zdaj moj kolegi dobil zadnjič, ko je na kavi smo se dobila in rekel, pridi, gremo na kavo, jaz ti imam nekaj povedati. Dobila smo se samo zato, da mi je jamro, da je povedal, da je izmučen pa izčrpan. Ker tak stari moj nisi, vprosti. Ti si računovodja v pisarni, ni tako hudo. Vse sem rekel, moj star fond je bil na ruski fronti, je bilo 800 bataljonov in 3 izpreživeli in kulni jamro, pil je pol, v redu. Tako je on reševal probleme. Ampak takoj, ko sem mu to rekel, to je pa tipičen Ljubljančan, njegov odgovor na to je bil, tvoj star oče je pa očitno bil pri Nemcih. Veš, kada je imel star foter izbir, kada se Nemci prišli k njemu doma in rekel, pobe, malo ste prepozni, jaz sem že s partizani zmenil, ne, tako je. Ta deda je prišel peš iz Rusije in kulni jamro, všel je pa prišel peš iz Rusije in kulni rekel, da je izčrpan. Kakirga koli zdaj pogledam, to je neverjetno, da si ti, nimamo tih dost za jamrati, a veš, jaz se to z mojim fotorjem strinjam, moj fotor je star blizu 70 let in karko on, jaz tako on brken je, vedno bolj sovražim vse. On sovraž bicikliste, ker to je, zima je glede tega fajn, ker ni komarjev pa ni kolesarjev, to je dobro. Kamorkoli greš, se ti nasirje in na ceste, ni variante. Jaz sem blizu Velike planine doma, ni lepšega, ko videti v nedeljo popoldne, ko greš se ti mudi domov, 3 debele dede, ki so na biciklu, ko veš, da ne vem kamor prišli, sam njim še ni jasno. Spomlad mu niso bile pajkice prav, on se je polet spomnil, da bo šel v njih. Sam vidiš, ko gre in se ti ne umakne.
Nikamor ne, jaz zdaj kar okno odperem pa zavpijem Allah Akbar, to se vse umakne in to sem ne upa nazaj pogled. Malo mora imeti straha. Jaz se s fotrem strinjam zdaj, vse imajo cajt za kolesariti, ker rabiš enega za plato, lima tim bengan kjer, ni mogoče dobiti nobenega. Ker v kjerkoli firmo greš, jaz čas delam za kakšno firmo, ko prideš ti v firmo noter, vedno je nekdo, za kjerga noben ne ve, kaj dela. Ja, takole, to je bil Gašper Vergant s svojimi barvami. Danes se bo še družil z nami, kakšno spregovoril tudi z našimi vinogradnicami in vinogradniki. Prisrčno dobrodošli na ta naš najlepši praznik, Martinovo, zahvalni praznik. Za nami, za vinogradniki, je letnik 2019 leteh. Ko pogledamo v naše kozarce, vidimo, da je vino sad trte in dela človeških rok, pri tem pa prav gotovo še kako je potrebno strokovno znanje vinogradnika in klatarja in tudi Božja pomoč. Letnik 2019 je količinsko zadovoljiv. Če pa pogledamo v kozarec, vidimo, da se v njem izkrita mladost, sortnost, je še mlad, ne moramo ga še soditi, je pa, verjamete mi, kvalitetni. Danes imate priložnost probati paleto konjiških mladih vin. Vzamite si čas, nalijte si v kozarce mlado vino, občudujte ga, modrujte v njem, iščite v njem mladost in da tudi kasneje se vrnite tem našim vinogradnikom in nazdravite z njimi za praznike in čez leto. In na zdravje! Tako, zato bi na tem mestu povabila na oder gospoda arhidiakona Jožeta Vogrina, da torej skupaj popravimo blagoslov. Naj se nam pridruži tudi župan, gospod Darko Ratajec, in potem bomo seveda, ko bo ta blagoslov popravljen, lahko vsi skupaj kupice dvignili in zares nazdravili torej novemu letniku 2019 na pot. Dragi gospodu, vino je ena najboljših tvarin na svetu. Vino je podobno kot kruh, je sad zemlje in dela človeških rok, torej znamenje sodelovanja človeških in božjih moči. Je znamenje enosti in povezanosti, saj je v eni kapljici vina združen življenjski sok mnogih groznih jagod. V vinu je sonce, je zemlja, je znoj, radost in žalost, nemir in opoj. V vinu poguba je, a tudi krepost. Pravo izbrati, to je modrost. Svetopisemska modrost človeka zmeraj opominja k zmerni rabi, kajti vino rado govori in odkriva človekov značaj. Uči pa tudi, da je vino vir zdravja in življenjskih moči. Blaženi škof Andon Martin Slovšek nas uči, da zmerno pitje vina prinaša veselje in dobro voljo, predvsem pa združuje ljudi v prijateljstvu. En hribče bom kupil, bom trsek sadil, pravi, prijatelje povabil, še sam ga bom pil. Prijatelji smo običajno pri vinu zbrani v mizi. Omizje, miza je sestavni del naše civilizacije. Je prostor, kjer se vsi gledamo v oči in si govorimo naravnost, si delimo občutja, misli in življenjske poglede, ter tudi drug drugega plemenitimo. Vsaka vojna se konča za pogajalskim omizjem. Vsak dober posel se sklene za mizo, vsako dobro prijateljstvo se hrani tudi ob mizi, kajti ljubezen gre tudi skozi želodec. In vino na mizi je zmeraj najboljši izraz gostoljubja in dobrega prijateljstva. Je nekako utekočinjena ljubezen, utekočinjeno veselje. Najvišje mesto pa seveda ima vino pri sveti maši. Vsak mašnik dvigne kelih z vinom in začne evharistični del svete maše za zahvalo. Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli to vino. Tebi ga prinašamo sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača, izreče duhovnik. Pri posvetitvi pa v osebi Jezusa Kristusa izreka, naj ti darovi postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. S tem vino spremeni v Gospodovo kri, ki se preliva za odpuščanje naših grehov. Po daritvi Gospodove krvi smo očiščeni zla.
Zato nam je sveta rešna kri duhovna pijača in kelih, ki jo zadržuje, prinaša čaša nesmrtnosti. Pri sveti maši se ponavzočuje ta dogodek zadnje večerje, ki ga je Jezus preživel v omizju z 12 apostoli, mi pa ga oživljamo v naših oltarnih občestvih vsak dan pri sveti maši. Največja milost za kristjane je biti ob oltarni mizi, kjer se Gospod daruje za nas in biti z te mize deležen kruha življenja in duhovne pijače, to je svete Euharistije. To je največji zaklad in dar. Tako je tudi naše življenje iz Gospodove daritve postaja vse bolj daritev in služenje Bogu in v bratih in sestrah. Naj tako krepčani, od Gospodove mize se tudi mi radi zmeramo v naših občestih, ob mizih, ob vinu, ob žlahtnem vinu in tem pristnem prijateljstvu. Tudi mi se trudimo ustvarjati pogoje za boljši svet in v predanem služenju boljši svet tudi ustvarjamo. Zato da vam vsem želim, da bi ob današnjem prazniku se nekako tudi za svoje življenje odločili, da bomo delali dobro, da bomo vse tisto, kar nam je Bog po talentih dal, uporabljali za to, da bo služilo bližnjim. Pa še prosimo za blagoslov. Molimo. Vsemogočni Bog, ti se dobro daješ in ohranjaš, hotel vsi, da za okrepčilo in veselje ljudi med drugimi tvojimi stvarmi pridelujemo iz grozdja vino. Tvoj sin Jezus Kristus je na svadbi v galilejski Kani vodo čudežno spremenil v vino, pri zadnji večeri pa je vino posvetil skrivno svoje dragocene krvi. Ponižno te prosimo, blagoslovi to vino. Naj bodo verni, ki ga bodo pili, prejeli dušno in telesno zdravje in brez konca slavili tebe, delivca vseh milosti, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Naj bo to vino blagoslovljeno. V imenu Očeta in Sina in Svetega. Amen. Tako, zdaj pa Bog žegnaj pa na zdravje.